Lep pozdrav. Danes bi pa jaz kakšno rekla o eni zelo taki kontroverzni temi, o Aspergerjevem sindromu v povezavi z mialgičnim encefalomielitisom, sindromom kronične utrujenosti. Namreč v našem društvu bolnikov Zebra prav velikokrat naletimo na ljudi, ki imajo otroke z Aspergerjevim sindromom in tudi sami kažejo neke določene znake, pa se pogosto niti sami ne zavedajo tega, ne. Zdaj, o čem jaz govorim? Ljudje, ki imajo Aspergerjev sindrom, to je motnja avtističnega spektra, ne. Ampak ni to tak avtizem, kakor ste ga bili vi navajeni, na primer v kakšnem filmu od Rainmana, ne, ali pa kaj podobnega, ampak je to zelo visoko funkcionalna oblika nekega načina funkcioniranja ljudi, a ne. Ti ljudje imajo pogosto, vsaj rečejo sami zase, a ne, da imajo ADHD ali pa ADD, se pravi, ali da so hiperaktivni, se pravi, enostavno jih neke stvari toliko zelo zanimajo, da imajo prav obsesijo iz tega, ne, se samo s tisto stvarjo ukvarjajo zelo intenzivno, ogromen vejo o tisti stvari, se toliko poglobijo. Neke stvari jih pa ne zanimajo, ne samo, da jih ne zanimajo, celo živčne jih delajo. Na primer, včasih vidimo kakšne otroke, ki v šoli ne more slediti, zato ker se mu zdi nekaj brez veze, a ne. Pa ne, da ne bi bil bister, ampak enostavno ga tisto ne zanima in ne more biti primer, se prestavlja, tako miga, papirčke zvija, ropota, a ne. V bistvu sistem ohranja pozornost, a ne, s tem, ko miga, s tem koncentracijo ohranja za stvari, na katere drugače težko drži fokus, ker ga ne zanimajo. Pol obstajajo pa tudi nekateri, ki imajo Aspergerja, ki imajo pa ADD, se pravi, ki pa enostavno odsanjajo, v svoj svet se, a ne, zabubijo in ne razmišljajo o stvarih, recimo, ko se, ne vem, v šoli dogaja ali pa kje drugje, a ne. So tudi zelo hipersenzibilni ti ljudje, a ne, se pravi, hipersenzibilni so na okuse, njim vsa hrana dobra, ali pa kakšne barve hrane sploh ne jejo, ali pa veliko jih ima prehranske motnje. Ali nič ne marajo, jim nič ni všeč, ali pa bi jedli samo junk food, ali pa, ne vem, obsesivno jedli včasih hrano, ne. Pol imajo hipersenzibilni so tudi na otipe, ne morejo vsega pošlatati, a ne, jim gre na živce. Pa tudi v bistvu tako, ne morejo vsakega človeka objeti, enega zelo radi, blazno jim veliko pomenijo tisti dotiki in tista toplota ali pa otip kože, a ne. Eni pa sploh, a ne, ne morejo, to sem hotela povedati, a ne, nekateri zelo nimajo termostata ta pravega, ali jih zebe ali jim je pa vroče, a ne, zelo hitro. Hipersenzibilni so tudi zaviti, vse opazijo, ne, tudi vse slišijo, polno zvokov jih moti, zelo jih motijo glasni zvoki ali pa da so nekje v družbi. Predvsem so pa zelo, kako naj rečem, socialno drugačni, a ne. Po eni strani imajo radi družbo, po drugi strani pa se zelo hitro utrudijo od družbe, jim gre na živce, overload jim je, a ne, neko pretirano druženje. Pa tudi socialno so drugačni, ker enostavno so ponavadi preveč pošteni, povejo po pravici, ne znajo manipulirati. Svet pa ni tak, a ne. Svet pa uči ljudi, da se morajo maskirati, da morajo na neki določen način govoriti, če hočejo doseči svoje in tako naprej. In Aspergerjem ni jasno, zakaj ni v redu, če direkt povejo, ne. Imajo tudi en čisto svoj smisel za humor, neke stvari, ke drugim sploh niso smešne, njim so strašno. In obratno, ne, nekega humorja sploh ne razumejo, zelo so dobesedni, a ne. Zelo čisto dobesedno razumejo stvari. So pa zelo nadpovprečno inteligentni na nekem področju, ne, tista stvar, tako ke sem rekla, ke jih zanima, imajo prav obsesijo, se vanjo poglobijo do konca in jo naštudirajo in vejo vse o tisti stvari. In se pol večinsko samo s tisto stvarjo ukvarjajo, ne. Potem ne znajdejo se, kako bi našli prijatelje, a ne, ali pa najdejo prijatelje, ampak so redki, pa s tistimi so zelo prijatelji. Ni jim pa vsak človek v redu, zelo hitro zaznavajo ljudi, ker so hipersenzibilni tudi na energije. Eni ljudje takoj jih začutijo, da jim niso všeč, ali pa nekaj začutijo, da nekaj ni v redu, ali pa začutijo, da oni želijo biti z njimi, a ne.
Zato nimajo veliko prijateljev, ker so drugačni, ne znajo se tako maskirati. Ne. Je pa velika razlika med moškimi in ženskami, zaradi tega, ker ženske so bolj naučili, da se morajo maskirati, in ženske smo vedno take, da se bolj prilagajamo, oziroma bolj se znamo zmaskirati, ne, te stvari, da ne kažemo svojega pravega jaza. Imajo veliko bolečin ti ljudje, zaradi tega, fizičnih bolečin, ker imajo raztegnjena vezivna tkiva, pogosto si ali zvijajo gleženj, ali kakšne bursiti se dobijo, križ jih boli, ne, vrat, karkoli, ne. Pogosto imajo te težave, izgledajo majčkeno štorasti, čeprav niso. Dostikrat imajo disgrafijo, disleksijo, dispraksijo, ne, ker enostavno zaradi vezivna tkiva skrbijo za so nek Wi-Fi pri nas, zato so tudi hipersenzibilni ti ljudje, ki imajo raztegnjena vezivna tkiva, pa tudi ta vezivna tkiva skrbijo tudi zato, da ti veš, kje imaš nek organ na telesu, ker ga skupaj držijo, ne, in kje imaš, ne vem, točno veš, če bi zamižal, pa bi prste tako postavil, ne vejo, da so točno recimo pod 90 stopinjami kotom, ne, nimate pravega občutka za telo, zaradi tega imajo težave s telesom, ne. Bom rekel, zaradi tega imajo disgrafijo, rečejo, da pišejo kukura, ne, ampak ni čist nujno tako. To je zaradi raztegnjenih vezivnih tkiv. Dostikrat so bili rojeni ti otroci, ne, hipotoni, imajo pa zategnjene mišice. Dostikrat imajo tudi mišične krče, ne, pa predvsem imajo eno tako stvar, ki je pa najbolj nerodna, zoprna in boleča in utrujajoča, to je pa, manjkajo jim neki encimi za presnovo. Temu rečemo, da imajo intolerance, niti ne alergije. Včasih izgleda kot alergija, ampak v resnici gre ponavadi pri teh ljudeh za intolerance. Pa bojo vam rekle te ženske ali pa moški, imam, ne vem, histaminsko intoleranco ali pa laktozno intoleranco, v resnici ima pa polno intoleranc, ne samo te dve, ne. Ker neki encimi mu manjkajo za presnovo. In ker manjkajo encimi, ne, naredijo eno veliko vnetje v žilah in zaradi tega tudi pride do kognitivnih motenj, ne moreš se spomniti besede, ali pa si tako zmatran, da sam ležiš, utrujen, izžet, ne. Sploh, kadar recimo ali ješ narobne stvari, kakšen junk food, ali pa kadar, ne vem, si nekje v nekem okolju, ko je mogoče bolj strupeno, ne. Ti ljudje imajo tudi zelo močne čustvene reakcije, ne. To, ne, ko sem rekla, da so izžeti, zaradi tega so pogosto diagnosticirani kot mialgični encefalomielitis ali pa fibromialgijo, ne. Zato, ker dejansko imajo bolečine in totalno izžetost, ne, zaradi te svoje bolezni. Imajo tudi take čustvene hude reakcije, ne, se pravi, nimajo neke lestvice od 1 do 10, ampak je 1 ali pa 10, ne. Takoj skoči ta čustvena nota, ker vzamejo vse zelo dobesedno, zelo zares in zelo na svoj način si razlagajo in zelo težko te stvari prilagajajo, ne. So pa zelo čustveno navezani na tiste ljudi, ki jih imajo radi, in tudi zelo čutijo s temi ljudmi. Ni res to, kar govorijo, da jim je vseeno. Jaz poznam zelo veliko ljudi z Aspergerjevim sindromom, in ki so diagnosticirani, in moram reči, da so to zelo čuteči ljudje do tistih, ki jih imajo radi in ki so jim blizu, ne. Kot sem rekla, imajo pa zelo močna zanimanja, morajo pa imeti eno rutino, ne. Najlažje živijo, če točno vejo, da imajo predviden, kako bojo dan preživeli, kaj jih čaka, kako bojo naprej delali, ne. Ne moreš ti njih kar peljati na neki izlet v neznano, ne. To za Aspergerje je to no go, ne. Te ljudje, ne, kot mladi so včasih imeli tudi meltdowne, ne, se pravi tako močne čustvene reakcije, da so tulili, noreli, ne. Kasneje se pa te stvari ponavadi pri Aspergerjih precej umirijo, ponavadi tudi najdejo neka zanimanja, ki jih zelo veselijo in so zelo uspešni lahko tudi v življenju, ker so dejansko zelo sposobni, delavni, hiperaktivni. To so ženske, ki ogromno delajo, ki želijo vse, ne, narediti same, dosti samostojni ljudje so to, zelo samostojni ljudje, ne. In problem je samo v tem, da se ne uležejo, ne. Moški to večkrat naredijo, ne, moramo kar priznati, kadar so izžeti, se uležejo, reče, ne more več, ne, tudi ko ne more več se družabno udejstvovati, reče, ne morem, in se umakne, ne. Ženske se pa same sebe prisilimo velikokrat, ne,
da kar še bi še to, še ona, ne, ampak to ni prav. Tako da, če se je kdo spozna v tem, morda še to omenim, ne, Aspergerja spoznaš tudi potem, ker recimo ne more biti na mir, ne, stalno miga, ima tike, ne, ali pa zvija papirčke, ali pa ne vem, tako težko je na miru, ne, zato ker s tem ohranja pozornost, to sem že povedala, ampak to je res velika značilnost. Stalno tudi kaj poka s kakšnimi kostmi ali pa ima kakšne pripombe, take mogoče preveč direktne. Ali pa, ne, tisti, ki so pa ADD, a ne, pa so zelo tiho tudi lahko, a ne. Morda nekateri, moram reči, da zaradi tega so tudi anksiozni ali pa depresivni, a ne, lahko zaradi tega, pa zelo so nekateri malo OCD, a ne, se pravi obsesivno-kompulzivno motnjo imajo, ali mora biti vse tako po regelcih, bom rekla, in urejeno, kakšni imajo pa glih obratno, kakšne horderske variante, a ne. Jaz bom še kaj od Aspergerja v povezavi s fibromialgijo, ker mislim, da je prav, da veste, da to je genska stvar. Če imate otroka diagnosticiranega z Aspergerjem, zelo možen, da nekdo v družini to ima, pa tudi če ga nimate, a ne, te motnje niso vedno diagnosticirane, v bistvu gre pa za način funkcioniranja, razmišljanja, ti ljudje so zelo v redu ljudje in čudoviti, čeprav niso nevrotipični, a ne, ampak imajo lahko čudovita življenja in to ni nič, zaradi česar bi se mogli ljudje sramovati, ampak je to samo različen tip funkcioniranja, bi jaz temu rekla, a ne. Morate pa vedeti, da pa je v katalogu bolezni, diagnostika ga opredeljuje Aspergerja kot dolgotrajno bolezen, a ne, kar je pa tudi fajn vedeti. Lepo bodite.